2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. V Mariboru se približujemo še enemu kulturnemu spektaklu, in sicer približuje se baletna noč. Tango Edvarda Kluga se vrača na ulice, tako so to poimenovali. Tango je namreč ples, ki je zrasel oziroma nastal na argentinskih ulicah, in zdaj ga vračamo na glavni trg. No, ob tej priložnosti pa sem uspel v studio povabiti, in na to sem še posebej ponosen, res izjemno zanimivega, kompetentnega sogovornika, in sicer starosta štajerskih baletnikov, gospod Vlado Ferk. Si je vzel čas, gospod Vlado Ferk, še enkrat veliko čas nam je. Hvala lepa za vaš čas. Ja, dober dan, seveda se rad odzovem in naj pozdravim take dogodke, da v bistvu se umetnost približa širši publiki, ne? Se pravi tudi opera in predvsem pa balet. Ne? Gospod Vlado, morda zdaj, da izkoristim priložnost, ker še nismo uspeli govoriti, vi ste dejansko z Voličine. Kako to, da ste sploh se odločili za balet in uspeli, in to na takem mednarodnem nivoju? Dobro, zdaj Voličina tudi zdaj ni za železno zaveso nikoli blavno, sem pa tja mene je. V osnovni šoli učiteljica petja me opazila, je rekla: Vladek, tvoj lahkoten korak, ti kot greš tu čez hribe, kot da lebdiš na travi, sem pa tja, in pol sem enkrat šel z njo v Maribor, naredil 3 špage, pa pol premeta, vem, da sem še padel na križ, da sem klev tak, da je tisti umetniški vodja, ne vem, kjer je zdaj bil tam, ker uhe dol, ampak pol je bilo eno z drugim, je pa. Zdaj ne govorim, kak je bilo v nekih prejšnjih časih težko, ampak balet je bil drugačen, ne? Niti nas toliko ni bilo, za te večje predstave so ponavadi pač je prišel ansambl oziroma baletniki tudi z Ljubljane. To je bilo še posebej veselo, ne? Ko so prišle ljubljanske balerine, smo vedno šli na vse ali nič. Je pa tudi dejstvo, da nas je bilo premalo, in da jaz se spomnim Hrestača, v bistvu sem 20 minut pač imel glavno vlogo moško in 20 minut sem sam sabo plesal, ker sem tudi eno stransko vlogo imel. Zadaj smo praktično tako bili vsi nagi, ker se nisi imel cajta prav preoblačiti, ne. Nismo zdaj za take malenkosti skrbeli, za to kepo spredaj, to pač kak je bilo. Nismo se popravljali. Imeli pa smo tudi že gostovanja v tujini, tudi v opera in baletu na Dunaju smo gostovali, kjer pač v izogib težavam in razlaganju, kaj je to Voličina, kje se nahaja, mednarodno so me poznali kot Vladimir Ferkov, sem se predstavljal, Rus, ker je bilo lažje. Bi morda z nami, gospod Ferk, še podelili kako zanimivo anekdoto, morda iz zakulisja, s katere od predstav, ker imate jih verjetno res na tisoče. Teh zgodb je res, da bi lahko do 2 popoldne govoril. So pa seveda mi ostale v spominu take, o katerih tudi zdaj ne bi govoril, ker v zakulisju. Veste, kaj umetnost je vseeno posebna stvar in umetniki, ko grejo dol, mislim, ko greš z odra, pa to si pol nekih emocij, sem pa tja, in to se res lahko pride do situacij, ki jih nimaš pod nadzorom, zato zdaj to širšo publiko ne bi delil tega. Ne. Ostane nam samo še, da povabiva na baletno noč. Ja, mislim, to je enkraten dogodek, zelo velika mesta nimajo tega, kar ima Maribor, pa še vstopnine ni, ne. Tako da vabljeni vsi, ne. Pa tudi ne dvomim, da ne bi bilo obiska. Ja, to je bil naša baletna legenda Vlado Ferk oziroma Vladimir Ferkov. Se vidimo na baletni noči, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.